Jezusovega križanja, smrti in pa zelo veliko starozavezne tematike v povezavi z novo zavezo. Vsi kipi, ki ste jih lahko videli v kapeli, so kopije, niso originali. Originali so pa spravljeni spodaj, ko ste zavili iz glavne ceste proti hrib, je na desni strani župnišče, na levi pa je ena velika stavba Muzej baroka. To je muzej, ki je zdaj nekaj let delujoč, edini v Sloveniji. Muzej baroka hrani vseh 42 originalov lesenih maket kipov, ki so v glavnem naravne velikosti, po večini izdelani iz enega kosa lesa. Lipovega. Restauratorji so jih nekako postavili, ščistili, postavili prvotno stanje in jih niti niso potem dalje obnavljali, zaščitili, ne pa obnovili, da bi izgledali kot novi, ne? Ker je nekako Meta Hočever, ki je celotno zbirko postavila, a drugi arhitekti so si bili enotni, da pustimo v takšnem stanju, kot so. Tu pa tam manjka kakšna roka, kakšen prst, so pa zelo avtentični. Tukaj seveda so pa dodelani kot kopije. Zdaj glavno slavje imamo, kot že rečeno, na Marijinem nebovzetju, ob 5. popoldan, ko imamo prvi romarski shod in pa potem 16. avgusta dopoldan, bolj romarski tip, glede na to, da je to že delovni dan dopoldanske maše z glavno 10. romarsko svetomašo. Eno takšno triado, o tem boste verjetno kaj slišali tudi na Sladki gori, imamo tukaj. In sicer, gospod Franček vam bo zelo lepo razložil Sladko goro cerkev. Romari so nekako tako potovali, niso poznali klasični dopust, kot ga mi danes poznamo, ampak so začeli romanje na Sladki gori 12. avgusta in pa 13. dopoldan. Potem so se preselili tukaj na sosednji hrib, kjer boste lahko videli dve cerkvici gotskega sloga. To sta cerkvici Svete Ane in Svete Marije, tak 50 metrov razlike, se so to zelo lepo vidi, če ne bo megleno. Tam je glavni romarsko praznovanje 14. avgust, potem so se preselili v župninsko cerkev 15. in zaključili tukaj 16. Seveda, spali po cerkvah, jaz če tak 20 let nazaj se spomnim, da so ljudje še prespali. Po cerkvah niso iskali nikakšnih hotelov in udobja, ne? Tako, to bi bilo resnično zelo na hitro. Jaz vas povabim, da si izvolite tam vzeti zloženke. Na levi strani so slovenske, ostale so v tujih jezikih. Povabljeni, da ponesete kakšno svečko domov, razglednico, tukaj lahko bomo našli podobice. Pa če imate kakšno vprašanje, izvolite. To sem samo gledal. Vidite, da je ta presbiterijski del svetlejši. Barve baroka so takšne, kot jih vidimo tukaj. To rumenkasto barvo je cerkev dobila v zadnji obnovi, 1888. Medtem, ko tale del tukaj je ravno stik zvonika in ladje in je že toliko zatekalo, da so potem podnujno obnovili, seveda ne vse, freske, medtem, ko stari del pa ja. Ko bo cerkev v celotni obnovljena, enkrat že, bo kdaj, bo v takšnem tonu, kot vidite tukaj, bolj svetla, svetlo-modra, bela, pastelne barve so barve podobne. Mogoče še bolj do izraza pridajo vsi ti ornamenti, Tako, toliko. Za sprejem vse te cerkvi. Že malo na avtobusu sem rekel, da odzunaj nam ne kaže, ne vem kaj, od znotraj se pa spremeni. Podobno kot prvo srečanje s človekom, nam ne pove, ne vem kaj, ko pa človeka bolj poznamo, pa vemo, kaj lahko v sebi nosi. Če bi kakšen dat hoteli dati romariki, kam lahko dati? Tam imamo en nabiralnik, pa tukaj tudi lahko tako, da poklone tudi za to.